Oj, smrečica, ponosna in zelena. Ja, jaz sem še vedno navdušena, da je tukaj ob meni danes smrečica, pa da ne bomo preveč samo o smrečici, bomo zdaj se posvetili še Gali in njenim aktualnim informacijam. Gala, povej, kaj je kaj novega? Oj, novosti in aktualne novice. Odlično. Takole, v Kinodvoru so z letošnjim decembrom pričeli sodelovanje v mednarodnem projektu Film v bolnici. Namen projekta je otrokom in mladim, ki se zdravijo v bolnišnicah, omogočiti dostop do kakovostnih filmskih in filmsko-vzgojnih vsebin preko vzpostavitve novih spletnih platform. 6 nacionalnih filmskih platform bo v letu 2021 ponudilo 12 evropskih celovečernih in 60 kratkih filmov za mlada občinstva različnih starostnih skupin ter dodatne filmsko-vzgojne vsebine. Poleg tega pa, kot si že omenila, danes obeležujemo Mednarodni dan migrantov. 18. december že od leta 2000 zaznamuje sprejetje Mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin. Različne organizacije, med njimi tudi Rdeči križ, pri nas in po svetu z različnimi aktivnostmi opozarjajo na moderne migracije in izzive, s katerimi se migranti soočajo. Eno od teh je tudi spletni seminar, ki ga pripravlja skupina Ključnik Mi2 oziroma #Mi2. V ponedeljek 21. decembra ob 18. uri boste prek zanimivih predavanj lahko spoznali, kako novo leto poteka v eritrejski, kurdski, iranski in bangladeški kulturi. Na seminar se lahko prijavite tudi na spletni naslov mi2 številko rks.projekt@gmail.com. Kaj več o dnevu migrantov oziroma o projektu pa mislim, da lahko slišimo od Tine Vesne. Tina Vesna, si z nami? Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Sem z vami in tako kot si rekla, Gala, več o samem projektu pa bo danes z mano govorila Tija. Dobro jutro. Dobro jutro. Sicer danes na dan migrantov se ne dogaja prav veliko, ampak pripravljate pa en projekt, ne? Pa mogoče lahko malce več poveva o projektu. Seveda, gre za projekt #Mi2. Projekt se izvaja v okviru Rdečega križa, financira ga Evropska solidarnostna enota. Na projektu nas sodeluje 6 mladih prostovoljcev, 4 smo iz Slovenije, en je iz Eritreje, en je kurdskega porekla. Projekt se je začel v bistvu izvajati že skoraj eno leto nazaj, torej februarja, ampak nas je malo oklestila korona. Cilj projekta je v bistvu povezovanje različnih kultur, razlaganje kulturnih šokov, razlaganje raznih komunikacijskih šumov, ki nastanejo kot posledica različnih kultur ali pa različnih življenjskih situacij, v katerih se ljudje z različnimi porekli znajdemo. Naša prva želja je bila izdelava delavnic, ki bi se odvajale na terenu, sploh na obmejnih krajih, kjer mogoče ljudje ne stopajo v stik z migrantsko populacijo ali pa stopajo v stik v nekih negativnih konotacijah, kot so irregularni prehodi mej, vendar pač zaradi korone tega ne moremo izvesti. Tako da smo format preuredili in je naš cilj izdati neko knjižico, za katero zbiramo zgodbe migrantskih populacij s poudarkom na beguncih in prosilcih za mednarodno zaščito. V tej knjižici bojo njihove izkušnje z življenjem v Sloveniji, njihovi kulturni šoki, kako so oni doživeli njihov prihod v Slovenijo, kako doživljajo Slovenijo, Slovence, kakšne prigode so se jim zgodile kot posledica teh šumov v komunikaciji. V okviru tega projekta planiramo tudi webinar, ki bo v ponedeljek, se pravi 21.12. ob 16. uri. To bo webinar. Za dogodek je tudi povezava na naši Facebook strani, #Mi2. Bomo pa govorili o praznovanju novega leta. Glede na to, da je zdaj ta božični novoletni čas, se bomo pogovarjali v bistvu z sogovorniki iz Irana, iz Eritreje, iz Bangladeša in z enim Kurdom o tem, kako oni praznujejo novo leto, kdaj praznujejo novo leto, kaj za njih novo leto sploh pomeni in pa katero leto oni sploh praznujejo. Res, ja, kako dobro, da se lahko povezujete v bistvu, ne, pač vse skupaj. In to bo isto v ponedeljek.
v ponedeljek bo ta webinar. Ja, tako. Okay, super. Hvala Tija za tvoje informacije. Mi se že veselimo ponedeljka, da bomo lahko tudi mi lahko prisluhnemo, ne? Absolutno. Ja, okay, super. Hvala še enkrat. Mi se vračamo pa nazaj v studio. Se gledamo. Najlepša hvala Tina, Vesna in Tija. Toliko za enkrat o novicah, več pa v naslednjem sklopu, ne?